Kot veste, se mi je v petek 13. maja iztekel poslanski mandat in želim se javno zahvaliti za sodelovanje vsem vam, predstavnikom medijev. Prav tako bi se rad zahvalil ostalim posavskim poslancem, s katerimi smo kljub občasno velikim razlikam in nasprotovanjem med našimi strankami dobro sodelovali. Zahvala velja tudi tistim občinskim in državnim uslužbencem, direktorjem podjetij in raznim organizacijam, pa tudi vsem ostalim občanom, ki so z mano sodelovali pri pobudah, vprašanji in mi priskrbeli potrebne podatke za poslansko delo. Še enkrat hvala pa vsem tistim volivkam in volivcem, ki so me pred 4 leti na presenečenje mnogih izvolili v Državni zbor in mi s tem omogočili veliko življenjsko izkušnjo. Mislim, da jih s svojim delom nisem razočaral, o tem bom nekaj več povedal v nadaljevanju. Tudi na letošnjih volitvah nisem dobil veliko manj glasov, a če bi bila stranka kot celota bolj uspešna, bi bil izvoljen. Vendar mislim, da je vsem jasno, da glede na neuspeh nekaterih večjih strank, tudi realno SNS bi to težko uspela. Kot so mi mnogi povedali, so tudi moji volivci raje volili eno ali drugo stranko, pač glede na zadovoljstvo, nezadovoljstvo z delom vlade. Preden pogledamo naprej v prihodnost, bi želel povedati nekaj zadev o svojem poslanskem delu za Krško, za Posavje. Kot ste lahko spremljali, sem bil glede vprašanj in pobud ministrom ene in druge vlade med 3 najbolj aktivnimi poslanci v Državnem zboru. Postavil sem kar 319 poslanskih vprašanj. Pri tem sem postavljal vsebinsko zelo različna vprašanja, kar ste si jih lahko tudi, ker sem omenjal naše Posavje, občino Krško in občino Kostanjevica na Krki. Če sem malo neskromen, lahko rečem, da sem s svojim nastopi naredil veliko za promocijo naše regije, to je Posavje. Saj sem ob vsakem nastopu povedal, da prihajam iz Posavja, iz Krškega. Moram povedati, da je imela Janševa vlada precej posluha za moje pobude glede samega Krškega. Nekatere zadeve mi je uspelo izpeljati, druge pa so ostale na sami poti, na pol poti. Največ sem opozarjal na nerešena vprašanja v energetiki, še posebno glede radioaktivnih odpadkov. O tem sem spraševal neposredno na sejah tudi oba predstavnika vlade. Že na prvi seji v mojem mandatu sem vprašal predsednika vlade gospoda Šarca in nato tudi gospoda Janšo. Oba sta mi obljubila, da bo odlagališče še v gradnji v času tega mandata, a se to ni zgodilo. Pogosto sem opozarjal, da bodo hrvaški odpadki ostali v elektrarni tudi potem, ko bomo slovenski del shranili v odlagališču, saj oni v resnici še niti lokacije nimajo potrjene. Na to vprašanje mi v vseh letih ni konkretno nihče odgovoril, ampak zgleda, da sem bil toliko tečen, da sem ravno pred letom dni iz hrvaških virov zaupno izvedel, da bodo oni za svoj del odpadkov poskrbeli tako, da jih bodo izvozili v Francijo. Ker je bilo to v času, ko so kupovali vojaške avione, menim, da gre za povezan posel. Žal sem moral biti tiho, dokler ni šele malo pred volitvami in po obisku na Hrvaškem zaradi plinskega terminala to javno potrdil tudi minister. Ampak zdaj imamo problem s slovenskimi odpadki in mislim, da je to prava sramota, da po 40 letih obratovanja še nismo poskrbeli za odpadke. Mi je pa uspelo, vsaj formalno, doseči, da sem v Krško pripeljal sedež Arao, za kar so si prizadevali že drugi mnogo prej.
Še bolj pomembno se mi zdi, da sem pomagal v Krškem zadržati sklad za financiranje razgradnje nuklearne elektrarne Krško in predvsem, da se denar ni prelil v skupni državni proračun, kar so nekateri želeli. V zvezi z energetiko bi omenil še pomoč pri nadaljnjem razvoju termoelektrarne Brestanica in večkratno opozorila na škodljivo delovanje Društva za opazovanje rib, ko gre za dokončanje zadnje verige hidroelektrarne Mokrica na spodnji Savi. Ves čas sem tudi opozarjal, da v Krškem ne bomo dovolili, da se na vodilna mesta v energetiki postavlja ljudi, ki niso iz stroke in ki ne živijo v bližini energetskih objektov. To mi je nekaj časa uspevalo, a na koncu je bilo tako, kot ste videli. Med ostalimi konkretnimi dosežki je gotovo treba omeniti obnovo objekta bivše policijske uprave Krško na CKŽ 55A, ki se bo po več kot desetletju propadanja zdaj zgodila. Obe vladi sem večkrat opozoril na potrebo, da bi v Krškem vrnili policijsko upravo zaradi številne kritične infrastrukture na tem območju, a za zdaj ni bilo uspeha. Želel sem, da bi bil v Krškem vsaj sedež celotne obmejne policije, a kot kaže, bo tu nameščen samo en njen del. Gotovo pa bo tudi to pomembno za oživljanje starega mestnega jedra. Veliko sem si prizadeval in se v Ljubljani tudi dogovoril za hitrejšo obnovo glavne ceste G1 5 skozi Krško. A zdaj pa to ne poteka po tistih načrtih, kot smo se takrat dogovorili. Ministra Tonina sem uspel nagovoriti, da bo Ministrstvo za obrambo prispevalo sredstva za obnovo vojaškega mostu preko reke Save. Sodeloval sem tudi pri pogovorih o čimprejšnji izgradnji mostu v Podbočju in pomagal županu Petretiču, da je prišlo do podpisa pogodbe za obnovo cestne povezave med Kostanjevico na Krki in Podbočjem. V državnem zboru sem večkrat opozoril na problematiko odškodnine izgnancem, na velike težave, s katerimi se v Krškem in Posavju srečujemo zaradi nasilnih Romov, pa na priseljence, ki so prijavljeni v Krškem in imajo tu družine, oni pa delajo v Avstriji oziroma po vseh državah Evropske unije. Za največji uspeh pa smatram pridobitev statusa mestne občine za mojo občino Krško. Kako veliko aktivnosti v razmeroma kratkem času sem moral izpeljati, ste lahko sami spremljali. Ne bom več govoril o tem, poudaril bi le, da bi pobuda občinskega sveta in župana ostala mrtva črka na papirju, kot se je zgodilo že dvakrat prej. Dodaten dokaz, da to ni tako enostavno, so bili številni poskusi občine Brežice, čeprav njihove predloge vlaga največja vladna stranka. Ves čas po tistem sem bil deležen podcenjevanja tu v Krškem, kljub temu pa so se nekateri hvalili za mestno občino v volilni kampanji na nedavnih volitvah v državni zbor. Tudi sicer lahko za zaključek tega dela povem, da sem imel pri realizaciji svojih pobud veliko težav v domačem okolju, ker pač nisem iz prave stranke. Nekaterim je to, da nisem njihov, bilo bolj pomembno, kot korist, ki bi jo od mojega dela imela cela občina oziroma vsi občani. To je bil tudi en razlog za odločitev o mojem prihodnjem političnem delu. V tem mandatu sem deloval v razmeroma majhni poslanski skupini Slovenske nacionalne stranke, ki je večino časa delovala kot trojica, a smo bili zelo delovni. Že v začetku smo sprejeli načelni dogovor, da podpiramo vlado, ker je to dobro za državo. Iz tega smo se držali, to je šlo tako za Šarčevo kot tudi Janševo vlado.
Lahko povem, da sem cel mandat dobival ponudbe tako z leve kot tudi z desne, da prestopim v kakšno drugo stranko. Take ponudbe so bile tudi še v zadnji dan pred vložitvijo kandidatur na letošnjih volitvah aprila za državni zbor. Ampak nisem eden tistih, da bi menjal stranke, zato sem v njej vztrajal celih 20 let, čeprav se marsikdaj o čem tudi nisem strinjal. Bilo je tudi kar nekaj takih primerov, da sem glasoval po svoje, a o tem zdaj nima smisla govoriti. Nisem tak človek, da bi zdaj pljuval po tistih, s katerim sem vrsto let sodeloval. Rekel bom le to, ne morem se strinjati z izjavo predsednika, ki je pred 2 letoma rekel, da je narod glup. Namesto, da bi bil tiho in se vprašal, zakaj je izgubil na volitvah, je pred nekaj dnevi to glupo izjavo še ponovil. Mislim, da sem s svojim delom dokazal, da sem človek povezovanja, zato ne morem več delati na takšen način. Danes vam želim obvestiti, da sem včeraj oddal izstopno izjavo iz Slovenske nacionalne stranke. Kopijo te izjave imam tukaj in jo lahko tudi vidite. To pa pomeni, da bom od sedaj naprej delal kot politik in bom deloval samostojno, nestrankarsko in neodvisno. No, prišel je tudi trenutek za glavno točko današnjega srečanja z vami. Z današnjim dnem namreč tudi javno objavljam, da bom na novembrskih lokalnih volitvah kandidiral kot neodvisni kandidat za župana Mestne občine Krško. Za vložitev kandidature bom zbral podpise volivk in volivcev, ki jih že sedaj vabim, da bodo to tudi storili. Poleg tega bom nosilec neodvisne liste kandidatk in kandidatov za občinski svet Mestne občine Krško. O tej listi lahko povem za zdaj le to, da bodo na njej občanke in občani vseh generacij, različnih poklicev in iz različnih dejavnosti, pa tudi različnih pogledov na svet. Kandidiral bom v vseh 5 volilnih enotah Krške občine. Več o listi in kandidatih ter našem programu bomo predstavili na naslednji novinarski konferenci. In zdaj še nekaj razlogov, zakaj bom kandidiral za župana. Najprej moram povedati, da se seveda ne bi odločil za tako potezo, če me ne bi k temu spodbujali številni občani. Do tega prihaja že več kot leto dni, še posebno pa po mojem uspehu v zvezi z Mestno občino Krško. Moram priznati, da mi je tudi pred volitvami veliko podpornikov reklo, da me zaradi stranke ne bodo volili za poslanca, vkolikor bom kandidiral za župana, me bodo volili in podprli. Pri odločitvi za kandidaturo je pomembno, da sem bil oziroma sem že 3 mandate občinski svetnik, da imam delovne izkušnje kot tajnik krajevnih skupnosti in zato občino in njeno delovanje dobro poznam. Da sem si med zelo aktivnim delom poslanca v 4 letih pridobil številne izkušnje z ministri in vladnimi službami, tako z levimi kot tudi z desnimi. Rad bi povedal, da spoštujem dediščino Slovenske ljudske stranke in še posebno dosežke obeh županov. Vendar je očitno, da moč SLS-a upada ne na ravni države, ampak tudi v Krškem, ki je bilo ena trdnjav te stranke. To so pokazale že prejšnje lokalne volitve. V vmesnem času dejansko niso uspeli znotraj stranke najti svojega kandidata za novega župana. O tem mi je že pred nekaj meseci rekel eden njihovih pomembnih članov naslednje. Veš, Dušan, priznali ali ne, Slovenska ljudska stranka se je tudi v Krškem izpela. Dejstvo je,
da se vsaka, še tako dobra zgodba enkrat konča. In ko hodim po krajih in okoljih, ki so nekoč celoti podpirali Slovensko ljudsko stranko, slišim veliko nezadovoljstva. Češ, tukaj smo pozabljeni, bilo je veliko obljub, pa niso realizirane, čeprav denarja ne manjka. Več kot očitno je, da je prišel čas za spremembe in da je v občini Krško nastal nekakšen prazen prostor, ravno zdaj, ko je občina pred pomembnimi odločitvami glede nadaljnjega razvoja. Hkrati se nahajamo v času, ko bo treba še bolj prisluhniti ljudem in njihovim težavam, saj nas kar zasipavajo različne krize in kaže, da bo še slabše. Rad bi tudi opozoril na priložnost, ki jo pomeni status mestne občine Krško in ki se ga je sedanja uprava lotila preveč zadržano in počasi. Občina Krško je bila glede na svoje potenciale tudi znotraj regije preveč pohlevna. Pridobljeni potencial ji omogoča, da postane resnično središče Posavja in motor. V svojem dosedanjem političnem delu sem dokazal, da lahko delam z levimi kot z desnimi, kar je v lokalni politiki najbolj pomembno. Omenil sem že, da je v Krškem nastala nekakšna praznina in da je nekako zmanjkalo idej in energije za prihodnost. Prepričan sem, da mora biti nov župan prebivalec Krškega in družinski človek, saj kot tak najbolj pozna tukajšnje razmere in težave navadnih ljudi. Predvsem pa mislim, da teh razmer, tega praznega prostora in vodenja naše lepe občine ne bi smeli prepustiti komurkoli. Še posebno ne interesnim skupinam in kakšnim lobijem, ki jim je le do materialnega bogatstva ene največjih in najbolj premožnih občin v Sloveniji. Spoštovane novinarke in novinarji, iz povedanega ste lahko nekoliko spoznali, kaj bojo moje prioritete in cilji naše ekipe v občinskem svetu. Več o programu bomo povedali na naslednji novinarski konferenci. Ob koncu se vam zahvaljujem za udeležbo in se priporočam za čim bolj objektivno poročanje v času volitev. Ob enem pa vsem občankam in občanov mestne občine Krško čestitam ob prazniku. Hvala. To bomo še videli. Imam kar močno ekipo že, ki to vse skupaj spremlja. Ko bo čas za to, nekje septembra, oktobra bomo začeli tudi na tem delati. Mislim pa, da ne bomo samo zbrali podpisov toliko, koliko rabimo, ampak bistveno več. In koliko je cifra? Koliko jih je treba, da lahko vložiti? Mislim, da to glede na število volivcev se nekaj določi, no? Mislim, da okoli 250, ne bom pa zatrdil. No, to. Projekti, ki niso dokončani, tako kot je policija pa to, so to zagotovila, da bo nova vlada to izpeljala do konca? Ja, poglejte, v mojem mandatu, ko sem bil v Ljubljani, smo podpisali sporazum tako za policijo, da se bo vrnila obmejna policija, da bo sedež le in pričakujem, da se bo to uresničilo. Saj imamo nenazadnje tudi poslanko iz Krškega in upam, da bo nadaljevala to pot, ko sem jo jaz začrtal in pustil na pol poti v Ljubljani. Kaj pa financiranje te kampanje za županske volitve glede? Ker večina se premisli, pa gre k neki stranki za to, da dobi nek dar. Neka lista, niste upravičeni do nobenega denarja, dokler ne prijete v občinski svet. V tem trenutku lahko samo to povem, da bom več ali manj financiral sam, neki velike razkošne kampanje ne bo,
glede na to, da se pa že med določeni gospodarstveniki tudi spodbujajo, imel bom takrat transakcijski račun in če bo kjer se pridružil tudi s finančno pomočjo, bo nakazan transakcijski račun. Boste iskali podporo drugih strank, ki ne bojo imeli svojih kandidatov? V tem trenutku o tem ne razmišljamo. Mislimo, da bo potrebno delati na prepoznavnosti še bolj, čeprav ocenjujejo vsi v mojem štabu, da sem dovolj prepoznaven, ampak bomo videli. Povezovali se ne bomo. Ne bomo pa nobenega zavrnili, tudi če bomo se s kom pogovarjali, pa da ne bojo želeli iti, ne bomo jih dali na stran. Želimo delati, kajti moje mnenje je takšno, kot je večkrat že bilo, za občine je potrebno sicer, da so stranke, da prideš v občinski svet, vendar je treba delati za dobro državljank in državljanov oziroma krajank in krajanov. In tukaj moramo biti soglasni in delati skupaj, ne tako kot v Ljubljani, ko je opozicija in koalicija in se že gor ve, aha, to so dali predlog iz opozicije, to bomo zavrnili. Jaz tega načela ne bom sprejemal. Kandidate za občinski svet že imate, ekipa je že oblikovana? Ekipa je že oblikovana, se pravim, več bom pa povedal konec junija nekje, ki pričakujem, da bomo spet že malo več povedali tudi o samem programu in o listah in sestavi. Bojo pa tako, kot sem povedal, različne starosti, med njimi je že tudi nekaj gospodarstvenikov, ljudje, ki si želijo iti na tako listo, predvsem iz vidika, ko sem jih vprašal, če bi šli na listo, so rekli, ne gremo, ker ti si nacionalna stranka. Ko sem jim povedal, da bomo sestavili listo neodvisnega kandidata, v tem primeru so takoj dali soglasje. Tako da, to bi bilo to za danes. No.